Lahko mogoče za začetek, kako odgovarjate oziroma kako pojasnjujete te navedbe o teh previsokih stroških za vašo službeno pot v Bosno? Jaz sem v preteklih dneh natančno pogledal dokumentacijo, ki sem jo zahteval od svojega urada, da bi ugotovil, kako je do teh visokih, resnično previsokih stroškov prišlo. Pojasnjeno mi je bilo, da so ti stroški nastali zaradi omejenega časa, ki je bil na voljo za pripravo obiska, varnostnih faktorjev in pa zlasti zaradi ekonomskih razmer na trgu najemanja letal v tistem času. To je seveda pojasnilo, ki ne zadovoljuje povsem. In jaz nisem zadovoljen z tem, niti z stroški, ki so nastali, niti z vsem, kar zadeva postopek. Zato sem zaprosil Računsko sodišče, da pregleda vse dokumente, da ugotovile so bile morda narejene kakšne napake in da potem da tudi priporočila. V javnosti se vseeno pojavlja očitek SDS, vas je kar grdo okaral, tako rekoč, za neupravičenost in podal podatek, da je bivši premier za celo leto kljub predsedovanju za prevoze zapravil samo okoli 89.000 evrov, mislim, in da bi seveda lahko leteli tudi z redno linijo. To ne bi bilo mogoče? Glejte, jaz sem v teh vprašanjih odvisen in se ravnam po odločitvah, ki jih spremlja moj urad. Urad dela te načrte, se posvetuje z varnostnimi in drugimi akterji in seveda jaz uradu popolnoma zaupam in tudi razumel sem, da je urad deloval v okviru predpisov in v okviru proračunskih teh okvirov, ki so določeni. Kot rečeno, jaz sem dokumentacijo v preteklih dnevih pogledal, gotovo, da je dejansko tukaj ne samo, da so stroški visoki, ampak da je tudi vprašanje, ali bi se dalo kaj drugega napraviti, ampak tu moram upoštevati Računsko sodišče. Ne bi želel dajati zaključkov, preden se ta preučitev ne opravi. Vas so torej te visoki stroški pravzaprav presenetili? Po pravici povedano so me. Jaz sem seveda razumel, da stroški niso nizki, ampak točno kako je ta proces potekal, to je stvar urada pri nas, veste, in seveda zdaj podrobnosti sem pogledal v preteklih dneh. Boste v prihodnje bolj, tako rekoč, imeli pod drobnogledom ljudi, ki vam urejajo polete, da ne bo več takih stroškov? Vsekakor, mi bomo morali ne samo pogledati priporočila Računskega sodišča, napraviti bo moral tudi lastno odločitev o tem, kako naprej. Bil bi pa tudi zato, da mogoče v tej državi napravimo nek enoten sistem, da se vse te reči podvržejo istim pravilom, da imamo neko jasno določeno hierarhijo različnih potovanj in skratka, da delujemo znotraj enotno urejenega sistema. Upam, da se bo to dalo napraviti in seveda popolnoma se zavedam, da bo v prihodnjem letu treba javno porabo zelo skrbno nadzorovati, jo zmanjšati in prepričan sem, da bo moj urad se tu vključil v to zmanjšanje na ustrezen način. Že veste morda, katera bo vaša naslednja pot in kako boste potovali? Jaz sem za letošnje leto potovanja opravil. Rad bi povedal, da sem imel tudi za opraviti neka potovanja, ki se v preteklosti niso zgodila, pa smo bili dolžni, recimo v Bosno in Hercegovino iti po 6 letih, v Prago iti po 5 letih. In zdaj je večji del teh deficitov opravljen. Pripravljamo načrt za prihodnje leto, ampak ta načrt še ni dokončen. Seveda bomo upoštevali vse okoliščine, tako politične, kakor tudi jasno, da ekonomske razmere in če bo med tem nastal tak sistem, o kakšnem govorim, jasno, da vsa pravila, ki bomo v tem okviru izoblikovali. Boste torej spoštovali tudi priporočilo predsednika vlade, ki pravi, da pa zaradi razmer tako rekoč apelira na vse, ki prejemajo proračunski denar, da se odpovejo vsemu ugodju, ki ni nujno potrebno za opravljanje funkcije? Gotovo je načelno to stališče, ki ga je izrazil predsednik vlade, razumno in potrebno v teh razmerah. In jaz se strinjam, da je treba omejevati porabo in da je treba prilagoditi način dela novim razmeram, ki nastajajo. Tukaj ni nobenega dvoma. Predlagal bi še, da se podrobneje dogovorimo, kaj to točno pomeni. Mi moramo imeti podrobnejši sistem, ki upam, da se ga da narediti v razmeroma kratkem času. Bo morda kdo odgovoren, verjetno glede na to, kaj bo ugotovilo Računsko sodišče v vašem uradu, boste kakorkoli ukrepali? Seveda, jaz bom priporočila Računskega sodišča zelo resno preučil, naredil, kar bo Računsko sodišče predlagalo in če bo potrebni kakšni ukrepi, bom tudi te ukrepe sprejel.